Gospod Anže Logar, tudi letos ste z dopusta objavljali fotografije, na dopust ste znova odšli s kolesom. Pogrešala pa sem fotografijo vaju skupaj z gospodom Vladimirjem Prebilič. Lani ste se namreč na poti na dopust ustavili pri njem. Kaj je bilo letos? Sta skregana? Ne, letos je bil na dopustu v tistem času. Sprašujem vas, če ste skregana zato, ker je zapisal oziroma izjavil v enem intervjuju, bom prebrala, da je glede gospoda Anžeta Logarja nekoliko skeptičen, da ste se sicer nekajkrat srečala, ampak da eno govorite in to, kar govorite, da je všečno, da je treba sodelovati in se pogovarjati, ampak vendar nekatera vaša dejanja ga ne navdajajo s prepričanjem, da je to popolnoma samostojna zgodba. Skratka, tudi gospod Vladimir Prebilič, s katerim sta se pogovarjala o tem, kako bi spremenila slovensko politiko z vstopom obeh na politični parket, vsak v svoji samostojni zgodbi, se vendarle zdi, da nekaj ni v redu v vajinem odnosu. Ne, pa se to je del normalnega političnega vrenja. Mislim, da vsak akter, ki tudi vstopa notri, si oblikuje svoj prostor in te izjave pripisujem tem intro vstopu v slovenski politični prostor. Se pravi, da se zagotovi neko podporo na levem delu političnega prostora. Ankete vam kažejo dobro, Demokrati ste druga ali tretja stranka po javnomnenjski podpori trenutno in kot ste zapisali, če gre verjeti anketam, smo na poti navzgor. Zapisali ste pa še, da lahko samo demokrati presekate tradicionalne delitve na levo in desno in da lahko samo vi pokažete, da je sodelovanje in politična širina prava pot. Zakaj tako ocenjujete? Zdaj, če ste spremljali slovenski politični prostor, se je več ali manj spravil na okope, skratka na levo in desno. Ja, na statične pozicije. Ja, tako, proti in proti. Na statične pozicije brez neke sposobnosti ali pa nekega sposobnosti notranjega razmisleka, da to za Slovenijo ni dobro. In se je avtomatično oblikovala ločnica, kjer ni nikogar, ki bi tu povezoval. In tu, če želiš v določenem obdobju neke politične rasti države to presekati, lahko naredi to samo novi politični igralec. In ravno to pojavljanje novih političnih struktur z relativno spodobno podporo v javnem mnenju priča o tem, da je prišel čas, ko imajo ljudje dovolj teh delitev. In demokrati smo v bistvu v tem original. Mi smo tisti, ki smo to idejo sodelovanja navzlic vse splošnim delitvam in političnemu statusu quo, ki zahteva delitev, uspeli predstaviti kot tisto realno opcijo in edino najboljšo opcijo za naslednji razvoj Slovenije. To moje vprašanje, ki sem vam ga zastavila, ni naključno in se navezuje v bistvu na vnovični spor med Gibanjem Svoboda in SD-jem ta teden. Gibanje Svoboda mladi so kar z ostrimi besedami okrcali prvaka SD-ja, Matjaža Hana. Tokrat se je ta polemika razvila zaradi njegove ideje, da je potrebno spremeniti sistem obdavčitve SP-jev oziroma normirancev. Gibanje Svoboda mladi, verjetno ne brez vednosti in dovoljenja Roberta Goloba, so pa zapisali tudi, da se Han očitno že pripravlja na neko novo koalicijo. Sta se vidva kdaj pogovarjala o tem, o sodelovanju? Ne, konkretno ne, o nobenem sodelovanju se nisem pogovarjala, ampak če smem mogoče sam za trenutek korak nazaj narediti nad to izjavo gospoda Hana o tem, kako bo treba v naslednjem mandatu to vprašanje normirancev vrniti. No, on bi ga že prej spremenjal. Ja, sej zdaj ga bo imel možnost, ko je Nova Slovenija vložila zakon in mislim, da tu bo tudi nek test, koliko tehtne oziroma verodostojne so besede prvaka SD-ja. Ampak ta izjava nosi nek velik problem v sebi, ker v bistvu ruši temeljno idejo ali pa temeljno ekonomsko podstat te vlade oziroma ministra za finance. Praktično vsi ukrepi na davčnem oziroma fiskalnem področju, ki jih je minister Boštjančič sprejel, jih je kasneje
minister za gospodarstvo pripoznal kot napake, kar pomeni, da je celotna fiskalna politika te vlade in politika ministra Boštjančiča zgrešena. In če zdaj gledamo, imamo pred seboj še 7 mesecev prostega teka, kar pomeni, da če teh ukrepov ne spremenimo sedaj, torej ne vrnemo v prejšnje stanje, bo efekt naslednjih sprememb šele v naslednjem davčnem letu, torej letu 2027, in smo izgubili še eno leto, kar pomeni, da je pripoznanje ministra za gospodarstvo gospoda Hana, da so bili ukrepi na področju davkov napačni, bi terjalo hkrati tudi nek političen odgovor. Zdaj, če ta vlada ni sposobna tega narediti, pa na koncu koncev, da se čim prej spet preštejemo na volitvah. Demokrati boste podprli to idejo ali ne? Ja, zagotovo. Če bo prišlo do glasovanja. Idejo NSi-ja, seveda. Ja, seveda, sej je nesmiseln ukrep, ki ga je vlada sprejela. Zdi se, kot da ta vlada najprej stestira, kje ima večjo podporo, kje jo nima, in ko je ugotovila, da med podjetniki, samostojnimi podjetniki te podpore nima, je enostavno sprejela tak ukrep. Ta teden ste sicer na tiskovni konferenci opozarjali še pred eno zelo pomembno zadevo, to pa je v investicijah na področju obrambe. Sicer je gospod Borut Sajovic, minister za obrambo, poudaril v odgovoru na vašo tiskovno konferenco, da ta vojaški SDH ne bo kupoval zadev na področju obrambe, bo pa vlagal v podjetja, ki razvijajo izdelke na tem področju. Zakaj ste tako zaskrbljeni potem, če gre v 2 letih za okrog 50 milijonov evrov? Ne gre za 50 milijonov evrov. O tem, kar govori gospod Sajovic glede vojaškega SDH. To so vidni stroški, ampak ta sistem, ki ga vpeljuje aktualna vlada, torej ki ga je, jaz dvomim sicer, da ga je predlagal Sajovic, zaradi tega, ker je iz svojega lastnega ministrstva dal pomembne odločujoče ukrepe ali pa možnosti na neko drugo telo, ki nima tako jasnega nadzora ali pa takšne, toliko nadzora, kot bi ga imelo v primeru, da to vse ostane na morcu. Ampak tu bo nastalo neko turišče ali pa središče, kjer se bo za zaprtimi vrati pogovarjali, kjer bodo posvečeni, da bodo lahko pristopili k vojaškim biznisu. Skratka, nakupi orožja, investicije v obrambo so vedno na nek način vezana trgovina. Zato so ponavadi to dogovori vlada vladi. Ker tisti, ki kupi, v zameno dobi tudi, nek podizvajalski posel. To gospod Sajovic pravi, da bo še naprej, a ne? Zakaj pravite, da ta ideja vojaškega holdinga ni od ministrova? Zaradi tega, ker to pomeni, da je del teh pooblastil, ki jih je zdaj v oddelku oziroma sektorju za logistiko, prenesel zunaj ministrstva. Morda so ugotovili, da bo to bolj učinkovito, ali kaj ne bi se po vašem skrivalo zadaj? Skrivalo bi se zadaj, da umaknejo od oči javnosti, da lahko nekdo nekje za zaprtimi vrati brez dolžnosti, da javnosti poroča, odloča, kdo bo izvajal, kateri so tisti, katerih komponente bodo vključevali, in na koncu koncev odloča, kdo bo iz tistih podizvajalskih milijonov, tudi lahko milijard, imel potem profit. Se pravi, da nimate zaupanja v korporativno upravljanje in nadzor, ki ga izvaja v teh podjetjih, ki jih že sedaj ima SDH. Amate vi? Jaz lahko rečem, da zelo malo komunicirajo z javnostjo in zelo malo razkrivajo. Drži, skoraj nič ne razkrivajo. Pa bom samo 2 primera povedal. Jaz sem bil kot predsednik Komisije za nadzor javnih financ vabljen na nadzorne svete SDH-ja in kadarkoli je šlo za kakšno poslovno skrivnost, če tudi sem bil predstavnik parlamenta, torej odbora, ki izvaja nekakšen nadzor, so me člani nadzornega sveta poslali ven iz seje, kjer za tisti čas točko obravnavajo. Zdaj pa, to niti ni na nadzornem svetu, to je še dlje nižje nekje v nekem oddelku, kjer bo nekdo v vojaškem SDH-ju
odloča o tem, kdo bo dobil biznis in kdo ne bo dobil biznis. In ne se samo spomnimo problema CSS-ja, kako ga je SDH želel poslati v likvidacijo. In samo zato, ker ste mediji in ker pač so se javnost razburila, se zadeve ni tako zgodilo. Zdaj pa v primeru vojaških nabav pa si lahko predstavljate, da boste brez vsakršnih podatkov samo lahko spremljali, kdo bo tisti srečnež, ki bo dobil posamezne dele. Se bom vrnila samo še korak nazaj, ker govorite o tem, da je vaša ideja o sodelovanju edinstvena. Ne? Me čudi, da se v bistvu še niste pogovarjali recimo z SD-jem. Zato, ker ni čas za to. V politiki je čas, ko v predvolilnem času iščeš svoje področje, torej poskušaš dobiti čim več podpore med volivkami in volivci. In je potem čas, ko so rezultati, torej ko so volitve mimo, ko se začneš pogovarjati. Zdaj, rahlo neverjetno bi se bilo pogovarjati, preden sploh veš, v kakšnih odstotkih se lahko pogovarjaš. Ne govorim o pogovorih o koaliciji, ampak o različnih temah in projektih, ali pa zakonih. Tudi v tem bi se lahko pač... Če ste sledili naše delo v poslanski skupini, torej v parlamentu, mi lahko podpremo dobre zakone, ki jih je podprla ali pa predlagala katerakoli stranka ali vlada, in podpišemo iniciative, za katere ocenjujemo, da imajo podporo. Skratka, demokrati nismo stranka, ki je a priori proti samo zato, ker je to predlagal nekdo, ampak smo tisti, ki gremo k vsebini, in če ima vsebina na nek način podporo v našem programu, jo podpremo ne glede na to, kdo jo je predlagal. In to je tista razlika med posameznimi političnimi alternativami, in to je tista miselnost, ki jo želimo pripeljati v slovenski politični prostor. Skratka, da ni avtomatično izključujoče, če prihaja iz druge strani ali pa iz neke stranke, s katero morda imaš programsko zelo različna izhodišča, ampak je to osredotočenje, kaj je dobro za Slovenijo. Ena od osrednjih točk vašega programa, ki ste ga omenili, je tudi boj proti korupciji. Kako vidite aktualne razmere zdaj v protikorupcijski komisiji? Tukaj zdaj mislim seveda na to, da bo gospod Lapornik, namestnik gospoda Šumija, odšel v tožilske vrste in da je dobil podporo na vladi. Komisija pa mislim, da vsaj 3 ministre oziroma 2 primera ima zoper Roberta Goloba, enega glede Luke Mesca in enega glede Matjaža Hana. Je KPK zdaj kompromitirana? Težko sprejmeš dejstvo, da nekdo, ki je preiskoval, je potem v bistvu se sploh prijavil za službo, o kateri odločajo ali pa delno odločajo tisti, katere preiskuješ. Skratka, tukaj je nek konflikt interesov, ki bi se mu moral član vodstva KPK-ja avtomatično izločiti ali pa predčasno zapustiti svoj prostor. In to je tisti, lahko samo videz nepristranosti, ki je stvar integritete posameznika. Tega pri gospodu Laporniku nismo videli. In mislim, da je naredil veliko škodo KPK-ju, ugledu KPK-ja in na koncu koncev tudi postopkom, ki jih vodi KPK. Na drugi strani bi bilo zanimivo izvedeti, kako so glasovali, Luka Mesec, Robert Golob in Matjaž Han glede predloga o njegovem imenovanju. Ali so se izločili ali ne? Ja, drži, seveda, ampak oni so na koncu koncev, zainteresirani. Če smo čisto brutalni pri tem, zainteresirani, da se to zgodi, ker v trenutku, ko uničijo integriteto KPK-ja, tudi obtožbe KPK-ja zoper njih nimajo tako velike teže. In tu mislim, da leži velika odgovornost na ravno Laporniku. In tudi težko si predstavljam, kako bo tak tožilec potem opravljal verodostojno svoje delo, ko se je pod mizo pogajal z vlado, če se je, da dobi pač službo v nekem organu. No, on trdi, da se ni. On pravi, da je, vse tako so nam sporočili iz protikorupcijske komisije,
se odzval na razpis in to je to, da ni bilo nobenih pogovorov. Ja, samo jaz gledam na te stvari, da če si v vodstveni strukturi tako pomembnega organa, kot je KPK, na koncu koncev iz zgodovine se spomnimo, da je KPK vrgla že marsikaterega ministra, marsikateri minister je moral odstopiti, kakšen ni, ampak marsikateri pa je moral odstopiti zaradi mnenja KPK. In da si med tem mandatom iščeš priložnosti drugje, jaz mislim, da je to velik udarec za vsaj videz nepristranosti takšnega funkcionarja. Objavili ste, da je 229 strokovnjakov izrazilo pripravljenost, da v svojem prostem času pomaga pripraviti program Uspešna Slovenija za naslednji mandat. Bi lahko povedali, kakšno ime, so to kakšna znana imena? Ne, to smo imeli že sestanek teh posameznikov v strateškem svetu, ki bodo s svojim znanjem in izkušnjami, ki že zdaj to pomagajo. No, jaz sem tudi objavil na socialnih omrežjih slike iz tega srečanja, gospod Taubel, gospod Masten, gospod Ličen, Tomaž Erjavec, več teh. Niso pa izrazili pripravljenosti, da bi se priključili tudi stranki? Ne, tudi ni namen strateškega sveta. Mislim, da je treba ohraniti to distanco, ker zdaj, glede na geopolitiko, pa tudi glede na politične razmere v Sloveniji, mislim, da potrebujemo precej strokoven in dokaj nepolitičen program. Mi smo v zadnjih 3 letih spremljali izključno političen program. In če še celo en od glavnih akterjev tega političnega programa, recimo gospod Han, ugotavlja, da so bile napake, mislim, da si moramo naliti čistega vina in dobiti nek program, ki ima tista izhodišča, ki so z vidika nekoga, ki mogoče malce odstranjeno od politike spremlja, kaj bi Slovenija potrebovala, torej da potrebujemo tovrstne napotke oziroma programske izhodišča za naprej. In to je tudi osnova za to programsko koalicijo, ki jo demokrati želimo v naslednjem mandatu. Skratka, ne ad personam, ampak ad rem, tisto, kar je potrebno storiti, 5 ključnih ukrepov in soglasje o tem. Ste razočarani ali ste pričakovali, da se vaši stranki ne bo pridružil gospod Zdravko Počivalšek, nekdanji dolgoletni minister za gospodarstvo in gospodarstvenik? Konec koncev ima nekaj izkušenj in bi lahko morda tudi on vam pomagal pri programu, pri oblikovanju programa. Ne, ni bilo niti, mislim, da nisem niti razmišljal o tem, da bi se priključil. On se je aktivno vključil v delo moje nekdanje stranke in tam verjetno se dobro počuti. Očitno vse, ker ni podpisal soglasja za prenos svojih podatkov, da bi postal avtomatično del vašega članstva. Morda bi rekli še kakšno glede dosežkov vlade na področju zdravstva. To je eno od področij, na katerih je vlada po besedah Roberta Goloba dosegla izjemen preboj. Nobena vlada ni storila toliko, kot so storili oni. Vam bom tukaj dala samo podatek, da vam bom pomagala pri odgovoru. Finance so objavile, da na celoten nabor zdravstvenih storitev čaka 1 659 in še nekaj tisoč pacientov, od tega je več kot 271 tisoč nad dopustno čakalno dobo. Uradna statistika pa pravi, da je samo 80 tisoč. Ja, zato ker ne objavljajo podatkov o vseh zdravstvenih storitvah. Ja, predstavljate si, da leta 2025 ministrica za zdravje pove, da nimajo izdelane metodologije, po kateri bi jasno določili, koliko pacientov čaka nad dopustno mejo in katere kategorije pri tem upoštevati. Po mojih podatkih NIJZ ministrstvu pošilja vse podatke o teh. Vse podatke pošiljajo, da. Ministrstvo za zdravje pa si ne znam razložiti, pod katero normativno podlago objavlja samo del tega. In tu gre, po mojem mnenju, za čisto zavajanje iz enega preprostega razloga, ker so podatki tako neugodni in kažejo na to, da je celoten mandat Ministrstva za zdravje
neuspešen in ker vstopamo v predvolilno leto, oziroma smo že v predvolilno leto, ne želijo javnosti sporočati slabih podatkov. Ampak dejstvo pa je, da vsak, ki ima stik z zdravstvenim sistemom, ve, da so čakalne vrste rak rana slovenskega zdravstva in da se zadeva ne razvija v pravo smer, ampak v napačno. Z tem ukrepom Zakon o zdravstveni dejavnosti, kjer se na silo ločuje z administrativnimi ukrepi javno in zasebno, se bo zgodilo pa še to, da bo pomemben del zdravnikov, ki delajo v javnem zdravstvu, odšlo v zasebno sfero in bo to pot brez povratka, kar pomeni, da bo situacija ukrepa te vlade še bistveno slabša, ampak na srednji rok, ne danes in jutri. Na področju zdravstva se mediji te dni znova ukvarjamo z nakupom helikopterjev za nujno medicinsko pomoč. Ali verjamete predstavnikom Ministrstva za notranje zadeve, da razpis ni bil napisan tako, da bi preferiral enega od ponudnikov? 2 interpelaciji smo imeli zoper ministra. V obeh interpelacijah je bilo že januarja, v ta prvi navedeno, da ministrstvo želi kupiti helikopterje Leonardo. Kaj se je na koncu zgodilo? Po razveljavljenih razpisih je zmagal kdo? Leonardo. Torej tisti, ki se ga je napovedovalo, da ga bo minister že prej želel nakupiti in je bil v bistvu se to zgolj farsa za izvedbo tega nakupa po željah, ne znam vam pa povedati koga oziroma katerih vplivnih lobijev zadaj. No, je pa zanimivo, da so se v bistvu zdaj predstavniki šele oglasili zdravstvene stroke oziroma reševalcev in niso se prej javno oglasili. Žal se, nekateri so bili zelo glasni, žal se pa je pa tu ob strani stalo Ministrstvo za zdravstvo, čeprav na koncu koncev bo primarna storitev ravno zdravstveno varstvo, kjer je potem pustilo Ministrstvo za notranje zadeve, da so ta nakup izvedli suboptimalno, torej helikopterje, ki ne ponujajo takšnega pristopa ali pa na takšen način kot tisti, ki so bili boljši in cenejši. Eno vprašanje povezano z NSI. Ali verjamete, vaš kolega gospod Vrtovec je najverjetnejši novi predsednik NSI in naslednik gospoda Mateja Tonina. Tudi on je kazensko ovaden, tako kot 3 njegovi kolegi. Ali verjamete temu, kar trdijo NSI, da je policija potvorila zapise o komunikaciji v njihovi skupini na aplikaciji Signal? Se vam zdi, da smo prišli tako daleč, da bi policija potvarjala zadeve? Zdaj, pri teh stvareh bi jaz počakal, da se organi pregona izpeljejo, kakor nameravajo. Želim si, da so te postopki čim hitrejši, ker mislim, da za nikogar ni dobro, da se tovrsten dvom nekako cirkulira v ozračju, ne za institucijo, ne za tiste, ki jih to zadeva. Zdaj, konkretno sem poslušal razlago gospoda Tonina, na drugi strani so bila samo medijska poročanja, jaz pač tega obtožnega predloga oziroma nisem... Vsega tudi oni sami menda niso videli. No, potem je pa sploh zadeva skrajno nenavadna, če pridejo v javnosti podatki, o katerih tisti, ki je obtožen, se o njih niti ne more braniti. Mislim, da je to nek sistemski problem, ki dejansko... To je uhajanje informacij, to je lahko problem, pač, ko je interes politični, da pač pridejo ven kakšne zadeve. Ampak mene samo to zanima, se vam zdi mogoče, da smo prišli do takšnih razmer, da bi policija potvarjala dokaze, ker bi morali v bistvu zvoniti vsi alarmi. Ja, mogoče bo to torej ta primer, jaz si iskreno želim, da nismo tam. Jeseni se bo začelo zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Boste vi dali svoj podpis? Kakšno je vaše stališče do tega? Moje stališče je večkrat bilo izraženo tudi v Državnem zboru. To je spet tema, ki je
na referendumu sicer zmagala, ampak je zmagala za 54 proti 46. Skratka, to je tema, ki je razdelila slovenski javni prostor ali pa družbeni prostor na polovico. Slaba politika, rešitve, ki delijo, da v ospredje zato, da ponovno neti konflikt. Mislim, da je to napačno sporočilo, ki smo ga dali. Edini zelo jasen element ali pa zelo jasen rezultat 3 referendumskih vprašanj v času evropskih volitev je bil tisti o preferenčnem glasu, torej o volilnem sistemu. Pa je tam vladi spodletelo, ker ni pravočasno ukrepala. Zdaj, dajete v spredje teme, kjer so se pa jasno slovenska družba razdelila, pa mislim, da ni namen iskanja rešitve, ampak je namen vnaša dodatne delitve, ker je potem bistveno lažje tudi vprašanje je sicer, kakšen bo rezultat tega referenduma, ker na tem referendumu, ki smo ga opravili, posvetovalnem referendumu, se je glasovalo o eutanaziji. Ja, ta zakon pa ni, je pa nekoliko drugačen. Nekoliko drugačen, ja. Ampak če bo prišlo do referenduma, bom sam glasoval proti temu zakonu. Še zadnje vprašanje, bili ste ministra za zunanje zadeve. Kako gledate z tega vidika stvari, ki se dogajajo v zadnjih dneh, tako v Avstriji, ker se kaže v bistvu odpor do Slovencev, tako kot recimo v Italiji, ker smo bili priča napisu na poslopju konzulata oziroma nekem papirju, nekem kartonu, na kartonu je bilo zapisano zlavi merda, nekaj takega, ne. To niso Slovenci, so pač Jugoslovani, ki so drek, no. Ja. Kam gremo? Ne gremo naprej, ampak gremo nazaj? Ja, zagotovo. In koliko je kriva politika pri tem, pri tej nestrpnosti? Zagotovo gremo nazaj in jaz mislim, da tu nosi velik del odgovornosti slovenska diplomacija. Slovenska diplomacija, ko sem bil jaz minister, je Tanja Fajon govorila o tem, kako pomembno je vrniti se v jedrno Evropo. Kljub temu, da praktično moj vsakdanji stik je bil z državami okoli Slovenije, sosednjimi državami, z državami v središču Evropske unije, zato ker osebni odnos z ministrico ali ministrom druge države odpravi vse te probleme, ki jih sedaj spremljamo. Ko ta odnos zamre, in očitno je, ker se ministrica ukvarja z drugimi zadevami, se začnejo te spori krepiti. Veste, razlika je, če je tudi drugi minister tiste države zainteresiran, da ne pride do podobnih konfliktov. Pa mi smo bili še v hujši situaciji, ko je bila COVID kriza, ko so Avstrijci ali pa posamezne dežele ali pa italijanske dežele sprejemale ukrepe, ki so bili na nek način uperjene zoper državljane Slovenije pri prehodu meje ali pa pri ukrepih, ki jih je bilo potem treba spoštovati, pa smo vendarle v teh dialogih to presegali in je zelo mirno šla ta situacija mimo in takrat smo krepili te odnose. Nenazadnje sem zato strani italijanske države tudi dobil državno odlikovanje, ker smo v bistvu uspeli vzpostaviti ta dialog, da so se pravočasno posamezni zametki, mogoče nestrpnosti odpravili tudi z njihove strani. Zdaj, ko se je pa pustilo to neki letargiji, da se pač zadeve razvijajo naprej, brez neke jasne usmeritve, pa pridemo do tega. Gospod Anže Logar, hvala lepa za ta pogovor. Hvala lepa za povabilo.